Jaz bi tako rekel, ne, da v bistvu, glede na to, kar so te najave kazale, sta bile dejansko obe opcije odprti. Ne. Jaz sem si pa želel, da bi bil rezultat drugačen. Tako da bi rekel, presenetil me ni, ker sta bile obe stvari dejansko odprte, ampak je pa rezultat drugačen, kot sem si ga želel. No, jaz mislim, da bomo rabili še nekaj časa, da bomo lahko te stvari večkrat bolj s trezno glavo presodili. Po mojem, kar lahko definitivno rečemo, da bojo te posledice velike. In to ne samo ekonomske, ampak tudi politične. Zdaj, če bi pogledali na stran Velike Britanije, jasno, pod predpostavko, da se bo ta Brexit dejansko zgodil, ker ne, tudi glede na to, da je referendum bil, jaz še nisem čisto prepričan, da bo tega res prišlo. Ne. Posledice bodo sigurno na britansko gospodarstvo velike, oni imajo približno 50% izvoza, kaj bo s finančnim centrom, kaj bo tudi s stvarmi vezani na njihove raziskave in razvoj. Skratka, oni računajo na nek benevolenten dogovor z Evropsko unijo, katerega jaz ne vidim kot nujno sestavni del dogovora, tako da stvar je po mojem podčrtu kar precej problematična. Za Evropsko unijo je pa to sigurno tudi slabo, ne? Ampak po drugi strani jaz bi rekel tudi neka budilka, jaz upam, da bo to nek dogodek, ki bo nekatere stvari mogoče pospešil. Jasno se kaže, da Evropska unija takšna, kot je, ne, s temi problemi, ki jih ima, in tudi, če hočete, z načinom gospodarskega razvoja, kjer je srednji razred dejansko na nek način bil postavljen na neke margine, dolgoročno ne bo mogla funkcionirati. Ne. Tako da Evropa bo morala te stvari spremeniti, če hoče zaustaviti ta trend marginalizacije glavnih političnih strank, naraščanja populizma, se pravi, govorimo o političnih stvareh, ekonomskih stvareh. Jasno, za Evropo je treba zelo jasno povedati, da pri Evropi zgublja neko težo v svetovnem gospodarstvu, končno je Velika Britanija tretje največje gospodarstvo v Evropski uniji, tudi vojaško močna in tako naprej. Ne? Tako da to so stvari, ki bodo sigurno imele dolgoročne vplive tako na Veliko Britanijo kot na Evropsko unijo. Slovenija, jaz bi rekel tako, zato so tudi velikih je že to omenilo, ne? Jaz mislim, da na kratek rok je nekaj dramatičnih stvari ni pričakovati. Te mečkem bolj dolgoročne gredo pa v smeri tega, kar sem prej omenil, v kontekstu, v katero smer bo šla Evropska unija in še bolj natančno Evropska monetarna unija. Ne?